Lepo pozdravljeni na današnjih minutkah. Na ta sončen dan nisem z vami želela začeti z enim strogim uvodom. Vidim, da vsi pišete lepe sončne pozdrave, pošiljate vetrovne, tudi pri nas v Ljubljani je veter. In zaradi tega sončka se mi je zdelo fino, da začnemo malo bolj sproščeno in spontano. In sem začela z zlatimi Nandetovimi pravili. So pravila, ki vsem koristijo, tisti, ki jih poznate, že ker uporabljate našega Nandeta, imate plakat in jih imate v razredu nalepljene. Vsem drugim pa tudi bojo prišle prav, pa sem prepričana, da jih večino že itak uporabljate v razredu. Nandetova pravila so: veliko se gibamo in seveda to v teh pomladnih dneh sploh zelo mamljivo in vabljivo, iti čim več ven in se čim več gibati tudi zunaj. In s tem se lahko tudi veliko učimo. Potem veliko se igramo. To v naših gradivih, tisti, ki jih poznate, veste, da je veliko nasvetov za igro, predlogov, kako se igrati, in to ne igrati samo navadne igre, ampak se s tem učiti. Potem radi ustvarjamo, razmišljamo s svojo glavo, sodelujemo in si pomagamo in vsak je v čem dober. Nande zelo rad spremlja otroke, otroci ga imajo zelo radi. In tudi ta pravila zelo hitro usvojijo in se imajo v razredu fino. Danes imamo pa temo namenjeno matematiki. Z nami je soavtorica gradiv za matematiko od 1. do 3. razreda, dr. Vida Manfreda Kolar, in vam bo povedala nekaj o izbranih matematičnih vsebinah in o tem, na kaj moramo biti pozorni pri obravnavi teh vsebin. Vida, lepo pozdravljena, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni. Samo trenutek. A se vidi? Ja, vidi. Aha, okej. Dobro, no, torej, kot je bilo že najavljeno, predstavila vam bom nekatere matematične vsebine, izbrala sem si jih par, pa kar poglejmo, katere. Želela sem si izbrati nekaj, kar ne slišimo prav pogosto. Torej prvo, množenje in deljenje sicer je zelo aktualna tema 3. razreda, ampak sem želela dati poudarek na nekaterih drugih vidikih, kot pa tisto, kar je nekako najbolj ključno temeljno pri obravnavi množenja in deljenja. Potem se bomo malo ustavili pri temi, ki je po mojem mnenju zanemarjena v celotnem učnem načrtu, je nekako deležna premalo pozornosti, čeprav je ključna in zelo pomembna za učenca. To je razvijanje prostorskih predstav. Tretja vsebina pa je pisno računanje oziroma znotraj pisnega računanja pisno odštevanje s prehodom. Razlog, zakaj sem si izbrala to pisno odštevanje s prehodom, je pa v bistvu povezan s tem, da je v času covida se pojavilo zelo veliko različnih posnetkov, kjer so tudi učitelji objavljali recimo na YouTubeu posnetke obravnave pisnega odštevanja s prehodom in marsikateri med njimi je bil strokovno neustrezen. Tako da se mi je zdelo dobro, da mogoče te vsebini, ki je po mojem mnenju po strokovni plati najtežja v 3. razredu, namenim nekaj več besed. Tako da, če gremo kar lepo po vrsti, začnemo z množenjem in deljenjem. Torej, zakaj sem rekla malo drugače? Torej, če bomo pogledali v učni načrt, bomo videli, tukaj sem izpisala vrste matematičnega znanja, ki ga lahko pri pouku matematike razvijamo, ampak pri obravnavi poštevanke in pa količnikov vezane na poštevanko predvsem prednjačita prvi dve vrsti znanja. Torej, osnovno znanje, kjer gre za neko reprodukcijo, in tega je pri poštevanki in pri količnikih ogromno, ne? In pa proceduralno, kjer pač utrjujemo ta naučena dejstva preko recimo nekih besedilnih nalog. To, kar bi pa zdaj rada izpostavila na današnjem srečanju z vami, pa je, kako pravzaprav v okviru teh dveh vsebin lahko krepimo in nekako bogatimo tudi učenčevo konceptualno znanje, torej neko znanje z razumevanjem in pa problemsko znanje. S tem namenom sem si izbrala nekaj primerov nalog iz našega učnega gradiva, ki nekako ustrezajo temu, kar vam želim predstaviti. Torej imajo neko tako posebno noto, bodisi da so povezane s konceptualnim, bodisi s problemskim znanjem, tako da bi pri vsaki od teh nalog, zdaj ki vam jih predstavljam, rada izpostavila en vidik. Tukaj je primer naloge pri obravnavi poštevanke.
In sicer naloga spodbuja učence, da s pomočjo link kock nastavijo vzorec, recimo 2 rdeči, 1 modra, 2 rdeči, 1 modra in ga nadaljujejo. Torej v bistvu izhajamo iz neke konkretne ponazoritve vzorca in potem temu vzorcu priredimo neko zaporedje števil. Torej zanima nas, katera so tista števila, če bi zdaj šteli kocke po vrsti, ki jih nekako priredimo modrim kockam. In v ozadju te dejavnosti je seveda obravnava poštevanke in nekako postopno preko vprašanj učenec opazi to povezavo. Namreč, da je modra kocka vedno na mestu večkratnega števila 3, rdeča kocka pa je vedno na mestu števila, ki ni večkratnik števila 3. In pravzaprav, ker vemo, da vzorce lahko nadaljujemo v nedogled, so tudi lepa priložnost za to, da učenec opazi, da pri 30 ne zaključimo z večkratniki, ampak da bi ravno tako lahko nadaljevali, prišli do števila 33 in ugotovili, da je to večkratnik števila 3 in da bi lahko nadaljevali tudi še naprej. Torej, naloga, ki nekako, kako bi rekla, znanju poštevanke doda še neko, jo nekako obogati s to povezavo z vsebino vzorcev in zaporedij. Moj drugi primer se nanaša na te nalogo s preprogami. Zdaj, zakaj sem si jo izbrala? V bistvu zato, ker marsikdaj učencu primanjkuje neka povezava računov poštevanke z nekim kontekstom. Učenci se učijo teh računov na pamet, kar je pač tudi cilj v učnem načrtu, in mogoče malo tudi pri poučevanju spregledamo, da obstajajo zelo taki enostavni načini, kako lahko nekako konkretiziramo račune poštevanke. Eden od takih načinov so pravokotniki. Torej, vsak pravokotnik, ki ga narišem, recimo v karo mrežo, v tem primeru so ti pravokotniki skrivajo v teh preprogah, vsak pravokotnik pravzaprav ponazarja en račun množenja. In to se mi zdi tak lep pripomoček, lepa reprezentacija, ki je učencu lahko v pomoč, ko si skuša predstavljati, kaj pravzaprav račun množenja predstavlja. Tale primer 3, mogoče takole na prvi pogled ni nič nenavadnega ali pa posebnega, pač tukaj imajo učenci različne primere, kjer morajo določiti, kolikšno je število nog živali na sliki. Recimo, če pogledamo prvo sličico, je situacija pač taka zelo klasična, ali pa mogoče tretja tudi, koliko nog ima kokoši skupaj, Malo manj klasična je pa druga, torej ribe. Ali pa recimo tale s kačami, ki so nekako, kako bi rekla, podtaknjene v te primere, take, ki so učencem domači, z namenom, da učenec opazi, da tudi računi, ki predstavljajo množenje številom nič, da se jih da na nek način konkretno prikazati. Vsi računi s povezavi s številom nič, tako pri seštevanju kot pri odštevanju in množenju in kasneje deljenje, so ena malo bolj zahtevna vsebina, ravno zato, ker si jih težko konkretiziramo. V bistvu pa je tukaj kot na dlani, ko se vprašamo, koliko nog imajo ribe skupaj, da je odgovor 4 po nič. Tale primer 4. se nanaša na deljenje. Kaj je tukaj njegova posebnost? To, da pravzaprav, če tudi sami gotovo uporabljate pri obravnavi besedilnih nalog različne načine, kako otroku pomagati. Eden od takih načinov je to, da si učenci pomagajo s podčrtovanjem ali pa iskanjem ključnih besed. Če si pogledate to navodilo, to vprašanje ali pa to spodnje vprašanje, koliko kroglic plastelina, nobeno od teh vprašanj ni tako, da bi učencu s podčrtovanjem ključnih besed lahko pomagalo pri iskanju odgovora. Torej, te ključne besede so včasih lahko tudi potuha k temu, da učenec se osredotoči zgolj na te glagole, ki jih išče, in potem nekako izgubi stik s kontekstom. Tukaj pa v bistvu vprašanje zahteva učenčevo razumevanje. Če učenec ne razume, po čem ga vprašanje sprašuje, ne bo videl, da ga pravzaprav sprašuje po računski operaciji deljenja. Tukaj primer 5. Če si preberete, kar tudi mogoče sami na hitro, boste videli, da naloga ni tako zelo enostavna.
mislim, da iz lahkoto lahko rečemo, da gre za problemsko nalogo za tretješolca, nedvomno. In zdaj, če bi učenca v 3. razredu kar nekako prepustili k reševanju te naloge, brez nekih usmeritev ali pa brez našega vodenja, se lahko kaj hitro znajde v slepi ulici. Torej, tukaj pri takih problemskih nalogah se pokaže pomen učitelja, njegova vloga. Torej, vloga v tem smislu, da mogoče razmisli o tem, kako bo didaktično obravnaval take zahtevnejše probleme, kako bo mogoče učenca vodil skozi reševanje in nenazadnje je tudi to, da v bistvu učence nauči nekih strategij reševanja problemov. Recimo, tale problem je gotovo smiselno, da ga malo razčlenimo, razstavimo in kar bi bilo tudi gotovo zelo smiselno je, da mogoče zaigramo to situacijo, da preko neke igre, uprizoritve, kako bi rekla, dramske uprizoritve, nekako učenec začuti, kaj je v ozadju, in da tisto, kar mogoče izgleda na prvi pogled, ni nujno pravilna rešitev. Primer 6 je naloga, ki se pojavi v našem gradivu med orehi, torej trenje orehov. Torej, spet problemska naloga. Gre za to, da v bistvu Matic prejema žepnino na en tak poseben način, torej na vsakih 6 dni dobi kovanec za 2 evra in zanima nas, v koliko dneh se mu bo nabralo 20 evrov, če ni ničesar porabil. Zdaj, če bi jaz dala učencu v 3. razredu to besedilo, pa samo črto za račun in odgovor, sem skoraj da prepričana, da bi bil to zelo zahteven problem in da bi marsikateremu učencu to ne uspelo. Tukaj je pa ključen tale nasvet, ki ga ponudi Nande, in to je spet ena od strategij, ki je za učence na razredni stopnji izredno uporabna pri reševanju problemov. Torej to, da si pri takih zahtevnejših nalogah pomagajo s preglednico. In pravzaprav pri tej nalogi črta z računom niti ni potrebna, ker ti učenec lahko lepo pride do rešitve zgolj s tem, da uporabi preglednico in da ve, kako jo mora uporabiti. Torej, da ve, kako bo z uporabo preglednice pravzaprav prebral rešitev. Torej, črta za račun lahko mogoče kdo napiše, kaj je na to črto, ni pa nujno, ker se rešitev lahko zelo lepo razbere na drug način. V povezavi z množenjem in deljenjem sem želela izpostaviti še nekaj. Namreč, da je pri vsebinah, predvsem pri teh novih vsebinah, zelo pomembno, da med njimi ustvarjamo neke povezave. Torej, da vsako novo vsebino, vsak nov koncept, ki ga učenec pozna, poskušamo navezati na že znano. Pri tem lahko ustvarjamo neke povezave znotraj koncepta, lahko ustvarjamo povezave med različnimi koncepti, prav tako pa je pomembno, da učenec sploh razlikuje, kdaj je govora o enem konceptu, pa kdaj je govora o drugem, torej da zna razlikovati med situacijami. Zdaj, kaj sem v bistvu imela v mislih s temi 3 opcijami, si pogledamo kar na primeru. Tukaj sem ta primer naloge uvrstila v kategorijo povezovanje znotraj koncepta in sicer naloga se nanaša na uporabo stotičnega kvadrata na malo drugačen način, kot smo ga vajeni. Torej, v bistvu učenec raziskuje, kje se v tem stotičnem kvadratu nahajajo večkratniki števila 3 in jih pobarva z rdečo in potem še večkratniki števila 6 in jih pobarva z modro. Zdaj, zakaj gre za povezovanje znotraj koncepta? Ker pravzaprav ta naloga nekako izpostavi ravno to, da so večkratniki med seboj povezani. Torej, otrok lahko opazi odnos med večkratniki števila 3 in večkratniki števila 6. Videl bo, da vsak drugi je pobarvan z obema barvama. In v bistvu z nadaljevanjem tega vzorca, z barvanjem, lahko potem na koncu celo pride do zaključka o številu 100. Torej, kaj je potem številom 100? Ali je večkratnik števila 3, ali je večkratnik števila 6, ali pa morda nič od tega. Potem, kot sem prej rekla, povezovanje med koncepti. V tem primeru imamo opraviti z množenjem in z deljenjem. Ena od pogostih težav učencev je, da te računske operacije vidijo vsako zase in da ne uspejo med seboj povezati teh konceptov. Torej, ne vidijo med seboj povezav. Torej, ko vpeljemo operacijo deljenja, je za njih to ena nova operacija, 4. operacija po vrsti, ki so jo spoznali. In tukaj je zdaj učitelj tisti, ki je pomemben, da zna na prav način to novo operacijo vpeljati. Torej, operacija deljenja v bistvu ni kaj dosti novega. Gre pravzaprav samo za to, da
nekatere račune množenja zapišemo na drug način. Torej, račun deljenja je v bistvu račun množenja, ki mu manjka eden od faktorjev. In ga potem zapišemo na drug način. In to, ki je recimo ta primer naloge, to učenca spodbuja k temu, da išče te povezave. Torej, kako lahko na drug način zapišem isto matematično situacijo. Tukaj je pa še en primer. To, da sta množenje in deljenje povezani, se nam zdi nekako samo po sebi umevno. To, da je pa deljenje povezano z odštevanjem, pa mogoče malo manj. Tukaj je primer naloge, kjer pravzaprav številski trak izkoristimo za to, da otrok opazi, kako si lahko pomaga pri računu deljenja. Torej, če recimo učenec ne ve, koliko je 30 deljeno 6, si lahko v tej začetni fazi, seveda, ko še ne zahtevamo nekega memoriziranja in avtomatizma, ampak ko spodbujamo neko učenje z razumevanjem, je zelo pomembno, da se zaveda, da lahko do rešitve pride tako, da skače po številskem traku nazaj v skokih po 6 in rešitev bo dobil tako, da bo preštel, koliko skokov je potreboval, da je prišel do ničle. In spet v bistvu ta naloga, tako kot je zastavljena, lahko vidite, spodbuja tudi povezovanje znotraj konceptov, torej učenec lahko opazi, da bo potreboval 2-krat več skokov, če bodo skoki dolžine 3, kot pa če bi bili skoki dolžine 6. Razlikovanje med koncepti. To je naslednja stvar, ki sem jo prej omenila. Torej, če želimo, da bo učenec res nekim razumevanjem reševal naloge množenja in deljenja, potem je pomembno, da zna presoditi ob prebranem besedilu, na katero računsko operacijo se pravzaprav navezuje. Tukaj je ponujenih sicer 6 različnih besedil. Jaz bom izpostavila samo 2, ki se mi zdita najbolj zanimivi. In sicer pa prvi vrsti druga, tale s krofom, in pa ravno tako s krofom v drugi vrsti. Namreč tale naloga mama je vsakemu od svojih 5 otrok kupila po en krof, koliko krofov je kupila, ali pa tale mama je kupila 6 krofov, vsakemu otroku je dala en krof, koliko otrok je obdarila s krofom, sta takole na prvi pogled zelo podobni. Tudi kakšen učenec, ki ima težave z branjem, ko bo prebral, razen tega, da se tam nekje pojavi število 5, nekje pa število 6, mogoče niti ne bo opazil neke bistvene razlike, sta pa nalogi konceptualno različni. Prva se nanaša na množenje, druga pa na deljenje. In jaz mislim, da marsikdaj tudi kakšni bolj sposobni učenci te razlike ne opazijo, in sicer ravno zato, ker gre za računanje s številom 1. To je recimo en lep primer, kako bi rekla, dokaz tega, da je množenje z 1 ali pa deljenje z 1 res malo bolj posebno. Če bi jaz tukaj namesto številke 1 v obeh nalogah dala številko 2, jaz mislim, da bi vsakemu bilo zelo hitro jasno, da je prva naloga množenje in druga deljenje. Število 1 nas pa kar malo takole zavede, da mogoče ne opazimo te razlike. In še razlikovanje znotraj istega koncepta. To je še ena stvar, ki sem jo želela izpostaviti. Namreč, ko obravnavamo deljenje, imamo opraviti z 2 različnima situacijama. In ko učitelj podaja to učno vsebino učencem, je pomembno, da nekako, ne da učencem predstavi, da obstajata 2 različna koncepta, to za učenca, to je pomembno, da se učitelj tega zaveda, ampak da zna presoditi, kdaj je kateri tip nalog uporaben. Eno je to, da v bistvu delim 1 po 1 in iščem število članov množice, eno pa je, da v bistvu obkrožam elemente in ugotavljam, koliko množic mi bo nastalo. In ta drugi način iskanja števila množic je tisti, ki ga uporabljamo, ko vpeljujemo operacijo deljenja in iskanje količnikov, medtem ko ta prvi način pride bistveno bolj prav potem kasneje pri vpeljavi delov celote. Ja, zdaj se bomo pa predstavili, to je bilo v bistvu to, kar se tiklo množenja in deljenja, zdaj pa bi se predstavila k prostorskim predstavam. Že prej sem rekla, da je to ena tema ali pa cilj razvijanja prostorskih predstav, ki je v bistvu vedno prisoten nekje v ozadju, nikoli ga pa ne prav zelo takole eksplicitno izpostavljamo. In če bi zdaj odprli učni načrt pa pogledali, kje se v njem pojavljajo cilji v povezavi s prostorskimi predstavami, potem jih najdemo recimo pod splošnimi cilji, to, kar sem tule označila, ali pa recimo pri prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pod temo geometrija in merjenje se tudi pojavi zapis, razvijajo prostorske in ravninske predstave. Če pa boste potem pogledali, se verjamem, da vam je učni načrt tako domač, da
se boste hitro spomnili, če bi pogledali zdaj pod operativne cilje, bi pa med njimi ne našli nobene omembe v bistvu prostorskih predstav. Tako da je pravzaprav na učitelju nekaka odgovornost, da zna presoditi, kdaj se pojavljajo v učnih gradivih naloge, pri katerih bi lahko razvijal te prostorske predstave. Zakaj pa jih je potrebno razvijati? Jaz mislim, da je to ena taka zelo splošno znanje ali pa zelo splošen cilj, ki ga pa vsi potrebujemo pri reševanju različnih vrst nalog, tudi v vsakdanjem življenju, pri reševanju matematičnih problemov. In tudi recimo tuje raziskave poudarjajo, kažejo, da v bistvu to ni tako, da se mi rodimo z nekimi sposobnostmi na tem področju in potem to imamo in vzdržujemo celo življenje, ampak v bistvu z nekim načrtnim razvojem prostorskih predstav lahko te okrepimo in poglobimo. Torej, če prepoznamo, kje v učnem gradivu se tak tip nalog pojavlja, potem lahko veliko pripomoremo k temu, da bo učenec svoje prostorske predstave izboljšal. Mogoče prav na kratko, to je malo zdaj teoretično, ampak se mi zdi pomembno, da se zavedamo, kaj pravzaprav, ko govorimo o prostorskih predstavah, imamo v mislih. To se nanaša in na tipe nalog, kjer se mora učenec, otroku živeti v glediščno točko nekoga drugega, torej se nanaša na prostorsko orientacijo, in tipi nalog, kjer si mora v mislih predstavljati, kako bi nekaj izgledalo, če bi recimo nekaj zavrtel, ali nekaj prestavil, ali prezrcalil, ali neke delčke združil, razdružil. Torej, neke miselne predstave, kakšna oblika bi recimo nastala. Tukaj sem si izbrala nekaj nalog. Moram priznati, da je tudi mene presenetilo, ko sem brskala po našem gradivu, ko sem našla recimo primere nalog, ki ne sodijo v geometrijo, pa se ravno tako nanašajo in jih lahko uporabimo za razvoj prostorskih predstav. Ta prva sicer sodi v geometrijo, torej simetrija. Tukaj je primer naloge, kjer učenci oblikujejo neko obliko. Njihova naloga je, da poskušajo oblikovati s telesi obliko, ki bo simetrična, potem pa nekdo, lahko učitelj, recimo poslika njihovo postavitev in potem kasneje preučujemo, kdaj nam je uspelo, koliko smo bili uspešni pri iskanju takih oblik. Tukaj recimo se učenci, ko se postavljajo v neke položaje, morajo predstavljati, tukaj se pokaže ta prostorska predstava, da morajo razmišljati o tem, kako nekaj bo izgledalo to, kar so zdaj postavili, kako so se postavili, ko bo nekdo to gledal iz ptičje perspektive. Tukaj imate pa primer naloge, ki ne sodi v geometrijo, pač pa nadaljevanje vzorca oziroma zaporedja in lahko opazite, da zato, da bo učenec uspešen pri nadaljevanju tega vzorca, pravzaprav potrebuje to, da v mislih zarotira to obliko in s tem, ko jo v mislih zarotira, pravzaprav krepi svoje prostorske predstave. No, še bolj presenetljiva je mogoče ta naloga, ki se tiče aritmetike in ki se ravno tako nanaša na razvijanje oziroma na to, da mogoče lažje razumemo ta zakon o zamenjavi, če imamo dobre prostorske predstave. Gre namreč za to, da opazujemo isto situacijo iz dveh različnih zornih kotov. Torej, če gledam iz ene smeri, bom videla, da imam 3x4 bombone, če pa si predstavljam, kako bi bilo, če bi gledala iz druge smeri, pa bi videla 3x4, oziroma 3x4 in drugič 4x3. No, če gremo zdaj še k tistim sklopom, ki so res najbolj tipični za razvijanje prostorskih predstav, torej geometrijska telesa in geometrijski liki. V našem gradivu se poleg takih tipičnih nalog, ki sicer razvijajo prostorske predstave, recimo naloge, kjer se na sliki pojavi neko geometrijsko telo in si mora otrok predstavljati, da so nekateri robovi ali pa nekatera oglišča zakriti, da jih ne vidi. Imamo tudi primere nalog, ki so po mojem mnenju precej netipične in to je en tak primer. Torej, učenec si mora predstavljati, kaj se bi zgodilo, če bi tvoril stolp iz takih teles, kot je navedeno v vsakemu od teh pol. Torej, razmisliti mora o tem, ali bi ta stolp obstal ali bi se pa mogoče porušil. Torej, mora v bistvu nekako razvijati, si mora nekako predstavljati, kako bo stolp izgledal in tudi vsakemu poimenovanju telesa v mislih prirediti neko obliko in potem videti, kaj je tisto, kar ne bo delovalo. Recimo, tukaj le imam stožec, torej gotovo ne bo delovalo, če bi želela na stožec postaviti še kocko.
Tukaj je še en tak zanimiv primer naloge, ko se Nande in njegov oče med seboj pogovarjata, vsak je pripravil eno uganko, namreč v svoje nahrbtnike spravi določeno število geometrijskih teles in drugi mora ugotoviti, kaj je skril v svoj nahrbtnik in v bistvu podata neko uganko, recimo Nande pravi, v mojem nahrbtniku je 16 oglišč in zdaj moramo ugotoviti, kaj bi se lahko skrivalo v njegovem nahrbtniku. Pri likih pa bi izpostavila en zanimiv vidik, kako lahko tukaj poglabljam prostorske predstave, namreč z nalogami, kjer prihaja do nekega prekrivanja oblik. Ali pa do tega, da si mora otrok predstavljati neke nevidne objekte. V tem primeru si mora predstavljati, mora razmisliti o tem, koliko trikotnikov, recimo, če pogledamo deklico, je deklica potrebovala, torej, ko je zlagala, torej, to je njena končna oblika in koliko trikotnikov je potrebovala, da je uspelo zdaj na koncu ji oblikovati tako obliko. Mogoče bi nekdo kar enostavno preštel svetle pa temnozelene trikotnike, ni pa nujno, kajti mogoče se nekateri trikotniki, ti temnozeleni, ne vidijo v celoti, in je mogoče rešitev še kaj drugega od tistega, kar izgleda na prvi pogled. Bolj očitno je to pri desnem, pri dečku, ki je izrazoval kroge in je iz krogov potem oblikoval tega medvedka. Tukaj je mogoče še bolj poudarjeno torej to prostorsko predstavljanje. Torej otrok si mora predstavljati, da recimo tukaj pri glavi, da smo položili en krog na drugega, da je nastala glava in potem na to dodali še oči. Še en tak primer lepe naloge, ki se pojavlja, tak tip nalog se pojavi včasih tudi na teh matematičnih tekmovanjih, torej naloga, kjer mora učenec razmisliti, v kakšnem vrstnem redu bi bilo potrebno polagati ploščice ali pa like enega na drugega, da bi na koncu nastala taka postavitev, kot jo vidimo na vsaki od ilustracij. Pomembno pa seveda je, da ne sme imeti možnosti to narediti. Torej, če jaz želim razvijati prostorsko predstavo, potem si moram v mislih predstavljati. Lahko potem na koncu preverimo, ampak če bi pa kar takoj ponudila otroku ploščice, pa to ni več razvijanje prostorske predstave, ker v bistvu lahko z predmeti manipulira in mu ni potrebno v mislih razmišljati, kaj bi se zgodilo. Še o skladnih likih imam tukaj primer naloge, mogoče kje se tukaj skrivajo prostorske poglabljanje ali pa utrjevanje prostorskih predstav pri tistih oblikah, pri katerih se spremeni lega. Recimo, če pogledamo kvadrat, si mora zdaj učenec predstavljati, da bi tega lahko zarotiral in bi potem ga lahko položil na tole luknjo. Ali pa mogoče kakšen trikotnik, tale trikotnik tudi, ga moram zavrteti, da mi bo lahko šel v to luknjo. In še zadnji primer obravnave skladnih likov je pa ta naloga, kjer učenec poskuša narisati na to mrežo čim več takih oblik črke L, tako da bo zapolnil mrežo čim več, kot je mogoče. Ponovno si mora predstavljati, kaj vse bi lahko s to obliko naredil. In to, kar velikokrat spregledamo, tudi pri kakšnih takih konkretnih igrah, ki jih imamo na to temo, je to, da v bistvu ni edina možnost samo to, da jaz črko L vrtim na recimo neki površini, ampak jo lahko tudi obrnem okrog in bom še zmeraj imela skladno obliko. In nazadnje, čisto zadnji primer naloge v povezavi s prostorskimi predstavami je pa tip naloge, ki je, bi rekla, da prisoten v vseh učnih gradivih, ker je pač nepogrešljiv že zaradi tega, ker je to eden od sklopov v učnem načrtu, torej orientacija. Torej, ko se gibljemo po mreži, je ravno tako potrebno se nekako orientirati, razmišljati, se recimo znati uživeti v to, kako bom se premaknil, če dobim navodilo 2 desno, 1 dol, 5 desno, recimo 5 dol. Se moram nekako uživeti v glediščno točko nekoga drugega. Da upam, da je še par minut časa, da zaključim še s pisnim računanjem. Mogoče bi, pri pisnem seštevanju sem želela samo to poudariti s prehodom, da smo zelo postopno uvajali te računske operacije in sicer tako, da najprej zgolj nastavimo pripomočke, ki so sestavni del našega učnega gradiva. Torej učenec nastavi obe števili, lahko jih nastavi tudi z listki, ki so ravno tako priloženi našemu učnemu gradivu in šele potem v naslednjem koraku to razporedi v preglednico desetiških enot.
potem prešteje, koliko ima posamezne enote in najprej ne pišemo tukaj le 2, ampak zapišemo, koliko imamo vseh enotskih kock. Šele v naslednjem koraku potem opazim, da bi lahko eno desetico torej 10 majhnih zelenih kock pretvorila v eno palčko in torej prestavila v levi stolpec. In zadnji korak je šele potem pretvorba tega grafičnega zapisa in konkretnega predtem v simbolni, torej v tak zapis, kot smo ga vajeni. No, zadnja stvar, ki sem jo želela izpostaviti, pa je pisno odštevanje s prehodom. Kot sem rekla, me je k temu spodbudilo predvsem to, da sem videla in na YouTubeu veliko neustreznih razlag in tudi, ko recimo delam študenti, vidim, da jim je ta tema res zahtevna in da velikokrat recimo ne vejo, zakaj se taka naloga, kot je ta, ki vam jo zdaj kažem, pojavi v poglavju o pisnem odštevanju s prehodom pred računi pisnega odštevanja. Torej, nekako ne vidijo povezave. Kje pa povezava je? Tukaj, če pogledamo, Anja pa Janja imata določeno število modrih žetončkov, obema dodamo enako število žetončkov druge barve in potem nas zanima, kolikšna je razlika v številu magnetov, ki jih imata sedaj po teh dodanih žetonih. Torej, kaj je bistvo te naloge? Je to, da učenec opazi, da če sem obe števili povečala za enako vrednost, da se razlika med številoma ne spremeni. Temu lahko v matematiki rečemo tudi, da se torej razlika pri računu odštevanja se razlika ne spremeni, če obe števili povečam za enako vrednost. Lahko bi rekli pravilo razlike ali pa stalnosti razlike. No in kje se to pokaže pri računu pisnega odštevanja? Mogoče bom začela kar s tem, da opišem napačno razlago. Torej, kaj se velikokrat zgodi in kar ni v redu. Tukaj le pač zagotovo opazimo, tako kot je Nando opazil, da 4 minus 6 ne gre. Torej, ker ne gre, se zavedamo, da moramo zgoraj povečati število enic in velikokrat napačno potem nadaljujemo, torej, vprašanje, ki je temeljno, je, kje dobimo teh 10 dodatnih enic. Ne dobimo jih pri deseticah, torej ne dobimo jih tukaj pri teh 5 deseticah, da bi si jih izposodili in jih potem vrnili. To je tisto, kar je napačno. Torej, dobimo jih, v bistvu jaz bi rekla, najbolj enostavno je, da rečemo, da jih dobimo od zunaj. Torej, zgornje število 354 povečamo za 10, poveča se od zunaj, smo dodali 10 enic in ker smo zgornje število povečali za 10 enic, moramo tudi spodnje povečati za enako vrednost, da se razlika ne bo spremenila. Zdaj pa, za učence bi bilo tukaj gotovo smiselno vprašati nekak izziv, zakaj nisem tega potem naredila tukajle, zakaj nisem, zdaj mi ta miška malo tukajle, zakaj nisem teh 10 enic dodala tlele k 6, Torej, odgovor je sila preprost, dodam jih tam, kjer mi bo to koristilo. In če bi jih dodala k enicam, nimam nobene koristi od tega, ker spet dobim račun 14 minus 16, torej dodam tisto 10 enic v stolpec za desetice. In to je vse, kar je treba pri pisnem odštevanju vedeti. Torej, ne gre za izposojanje in vračanje, tudi ne gre za to, da karkoli vzamem iz stolpca desetic, ampak gre enostavno za pravilo stalnosti razlike, ki je bilo pojasnjeno na tej prejšnji nalogi. In tukaj je tudi očka. Nande tu razložim, na čem temelji ta postopek. In jaz sem s tem prišla do konca, tako da se vam najlepše zahvaljujem, pa upam, da nisem bila kaj predolga. Hvala. Vida, hvala lepa. Ena učiteljica sprašuje, zakaj pisno seštevanje in odštevanje že v 3. razredu, če to ni predvideno v obravnavi v učnem načrtu za 3. razred. Ja, torej, učni načrt je napisan precej ohlapno, bi jaz rekla, v učnem načrtu ne piše, kateri tipe računov, piše samo, da učenci pisno seštevajo in odštevajo. To vključuje pač tudi odštevanje in seštevanje s prehodom. Se pa strinjam seveda, da je mogoče bolj primerno to vsebino res poglobljeno obravnavati v 4. razredu, ko učenci tudi temu postopku, ki sem ga pravkar opisala, lažje sledijo. Kot sem rekla, jaz bi rekla, da glavni razlog je v tem, da pravzaprav učni cilji niso tako zelo specificirani, tudi za kakšne druge vsebine, če boste pogledali, niso povsem razčlenjeni
In tudi zdaj, recimo pri prenovi učnega načrta pravijo, da je to pomembno, da učnih ciljev ne prav preveč operacionaliziramo, ravno zato, da s tem pustimo tudi učitelju neko avtonomijo. Torej, v tem primeru bi se rekla, da je avtonomija učitelja v tem, da mogoče kakšno vsebino, če presodi, tudi prihrani za naslednji razred. Je pa gotovo potem težava, ker v 4. razredu učitelj pričakuje, da so učenci to seveda že spoznali v 3. razredu. Torej je potrebno potem neko usklajevanje tudi med učitelji. Če imate še kakšno vprašanje, ga napišite v klepet ali pa vprašanje ali odgovori. Medtem, ko čakamo, če bo še kdo kaj napisal, Vida lepo se zahvaljujejo za posredovane informacije, za sveže ideje. Jaz bi vas pa medtem, če čakamo, če boste napisali še kakšno vprašanje, bi z vami delila še 2 vabili. 3 vabila. Prvo vabilo je, 12. aprila bomo imeli v Ljubljani kratko srečanje, kratek seminar, namenjen predstavitvi primerov dobre prakse. Učiteljica, ki že dela po gradivih po učnem kompletu Mojnande, bo predstavila, kako lahko te stvari dobro vnese v razred in kako učenci pri delu z našimi gradivi uživajo. Vabilo na ta kratek seminar najdete tukaj v zavihku seminarji in webinarje in tukaj se tudi potem lahko prijavite na naše srečanje. Drugo vabilo je, da pišete našim strokovnim svetovalcem, če imate kakšna dodatna vprašanja. Če imate vprašanja, vsebinska vprašanja, vprašanja o kompletih, o tem, kako lahko pridete do naših gradiv, če bi radi, da vam promotorji predstavijo naša gradiva, potem tukaj lahko najdete vse kontakte. Samo malo, da se mi tako. Najdete vse kontakte, najdete pa tudi naš e-naslov učbeniki@mladinska-knjiga.si, kjer vam bomo pa odgovorili na vsa splošna vprašanja ali pa vas usmerili do svetovalca, če bo to vaše vprašanje to potrebovalo. Tukaj pa najdete tudi vse kontakte naših svetovalcev. Tretje vabilo je pa, zdaj moram tole malo pomanjšati, ker mi skače pasica noter. Tretje vabilo je pa na našo Facebook spletno stran Učimte, ki je namenjena učiteljem in učiteljicam. Na njej delimo primere dobre prakse, zamisli, komentarje, kadar je kakšen poseben dan, recimo, ko je bil dan, zdajle je bil mednarodni dan knjige za otroke, vam delimo kakšne predloge, kako to predstaviti v razredu, ali pa vas samo upomnimo, da stvar je. Delimo tudi utrinke iz šolskih dni naših avtorjev in lepo ste povabljeni, da spletno stran gledate, na njej dobite različne informacije, ali pa da z nami tudi delite svoje utrinke iz razreda, svoje primere dobre prakse ali pa kakšna vprašanja. Te 2 vabili, zdaj pa pogledam, če ste napisali še kakšno vprašanje. Ne, Vida zgleda, da si lepo jasno vse povedala, da ni nobenega vprašanja. Če se pa kasneje še porodi kakšno vprašanje, pa tako kot sem rekla, pišite na mail učbeniki@mladinska-knjiga.si. Zdaj pa gremo hitro še izkoristiti tole vetrovno popoldne sončno. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Ja, lep pozdrav, nasvidenje.